Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Hvala lepa v imenu Evrope Done, da ste se odzvali vabilu. Ste ena od 59 občin v Sloveniji in ena od 6 na Zgornjem Gorenjskem. Edina, kjer boste posadili oziroma sva posadila japonsko okrasno češnjo. Želim, da bo lepo cvetela in privabljala čebele, predvsem pa spomnila ljudi, kaj lahko naredijo za svoje zdravje, zdravim načinom življenja, h kateremu prispeva tudi okolje in to drevo. Hvala lepa še enkrat. Draga Lina, jaz bi se pa zahvalil v imenu občank in občanov, v mojem osebnem imenu za vaš trud, za vašo energijo, da nam pomagate pravzaprav pri ozaveščanju in zgodnjem odkrivanju raka. Danes smo dodali kamenček k mozaiku, ki bo prispeval, upam, da k zgodnejšemu odkrivanju raka na dojkah in nasploh v naši občini in da bomo to sodelovanje še poglobili s posaditvijo tega drevesa. Hvala vam. Hvala lepa. Glede na to, da so tle mlada dekleta, letošnje geslo je BFF, to sicer v angleščini pomeni Best Friend Forever. Geslo pa je najboljši prijateljici potipaj po zdravju. Ti si moja najboljša prijateljica za vedno, zato se poglej vsak mesec. Namreč delež rakastih obolenj na dojki v starostni skupini 30 do 50 let žal narašča. V Sloveniji si prizadevamo za razširitev presejalnega programa DORA na 74 let in potem do 45, od 45. leta naprej. Samo pregledovanje pa je eden od načinov, kako lahko čim bolj zgodaj začnemo in storimo nekaj za svoje zdravje, zato da lahko sistem potem pomaga. In osveščanje o samopregledovanju in pa predvsem o udeležbi na presejalnem programu je tisto, kar naj bi prispevalo, da če je že odkrita ta bolezen, da lahko sistem čim prej pomaga. Odzivnost na presejalni program na Gorenjskem, zdaj pridobivamo podatke v posameznih občinah, je v povprečju 78,1, se pravi, kar je več od 70% je dobro. Dejansko pa od takrat po poročilu programa DORA, ko se izve za diagnozo, do operacije je 22 dni približno, se pravi izjemno hitro si, ko je enkrat potrjeno, zato je škoda, če zamudimo, ne gremo, ker seveda so lahko potem posledice hujše. In to je bistvo sporočila, naredimo nekaj zase, zato da bo zdravstven sistem lahko pomagal, ker to so 3 brezplačni programi DORA, SVIT in ZORA, kjer lahko, se pravi, rešijo marsikakšno življenje. Rak dojk najpogostejši med ženskami, ampak tudi moške ne obide. Zadnjič smo imeli 2 primera, 24-letnik na obeh in 90-letnik. Se pravi, starost je lahko zelo raznolika, ampak se je vse srečno končalo. Se pravi, z operacijo pa je uspelo. To hočem reči, da je treba biti pozorni tudi moški, ne misliti, da se bolezen ogne tudi oziroma nas. Hvala lepa še enkrat vsem za sodelovanje. Na občini Gorje se zavedamo, da je preventivno zdravljenje najbolj učinkovito in da je ozaveščanje občank in občanov zelo učinkovito s pristopom v vaše združenje. Zato se je pravzaprav občina odločila, da skupaj zmoremo več in ne samo za občanke in občane, kompletno državljanke in državljane. Tako da vse ostale občine tudi povabimo k projektu Evropa Dona, zato da bomo z zgodnjim odkrivanjem rakovih obolenj prispevali k višjemu rezultatu zdravljenja. Hvala lepa. Tudi občina Gorje je med tistimi občinami, ki so se vključili v projekt Evropa Dona, torej sajenje japonske češnje
ob rožnatem oktobru? No, dobesedno smo pravzaprav od samega začetka projekta Europa Dona občina Gorje zraven tega projekta in vsako leto tudi opozarjamo in spodbujamo rožnati oktober pri ozaveščanju zgodnjega odkrivanja raka na dojkah in pa nasploh rakovih obolenj. No, v letošnjem letu pa je bila ideja, da posadimo drevo, ki bo pravzaprav stalno opozarjalo in celo leto opozarjalo na zgodnje odkrivanja rakovih obolenj. Zelo smo počaščeni in ponosni, da je do tega trenutka prišlo in pa veselimo se, da bo ta projekt uspešno pot nadaljeval v prihodnost in da bomo z učinkovitim preventivnim ozaveščanjem vseh občank in občanov in pa ne samo občank in občanov, tudi drugih državljank in državljanov, da bomo čim hitreje ugotavljali ta rakava obolenja in da bomo uspešnejši pri samem zdravljenju. Občina Gorje je ena izmed 59 občin v Sloveniji, ki se je vključila tudi v projekt Europa Dona in zasadila japonsko češnjo, ki bo celo leto opozarjala moške in ženske na osveščanje raka. V Evropi Doni smo se odločili, da letos namenimo donacije občinam, ki so se odločile za sodelovanje, in sicer z drevesi, za katere so se same odločile. Drevo obogati okolje. Ta japonska okrasna češnja je tudi medonosna rastlina, predvsem pa prispeva k bolj kakovostnemu okolju. Namreč zdravo življenjsko okolje, zdrav življenjski slog, se pravi telesna aktivnost, zdrava prehrana, vse to prispevajo k boljšemu zdravju in tudi to drevo naj bi opozarjalo mimoidoče na to, kaj lahko sami storijo za svoje zdravje, in zato je Europa Dona hvaležna slovenskim občinam, ki so se odločile za to sodelovanje, kajti tako pomen osveščanja kot udeležbe na presejalnih programih, presejalni program Dora, odkrivanje rakastih sprememb na dojki, Svit in pa Zora so namenjeni prav temu, da lahko pomagamo odkrivati prej, kot morda sami ugotovimo, in s tem prispevamo k boljšemu zdravju celotne populacije. Kakšne so raziskave vseh 3 presejalnih programov na Gorenjskem? Na Gorenjskem je udeležba na teh programih dobra, za celo Slovenijo kaže, da kjer je povsod udeležba več kot 70%, kar je meja za uspešnost teh programov. Po posameznih delih se to razlikuje. V lanskem letu je udeležba oziroma odzivnost na povabila v programu Dora na območju Gorenjske, se pravi Kranja, območja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Kranj, nekaj več kot 78%. Nekoliko slabši je odziv, ko prvič so ženske povabljene od 50. do 69. leta, veliko boljši, nad 90%, pa ko potem pridejo drugič, tretjič, pač vsako drugo leto. Ta program Dora v Sloveniji poteka od leta 2008. Od leta 2018, od januarja, je mobilna enota tudi pri jeseniški bolnišnici. Vmes samo zelo kratko obdobje 4 mesecev ni delovala, sedaj pa normalno deluje, in tudi v knjigi vtisov, ki sem jo pred dnevi pogledala, so zelo pohvalne ocene o delovanju te mobilne enote.